Na Bledu je 8. aprila potekal prvi mednarodni posvet Skrivni svet avtizma. Pripravili so ga v glasbenem centru Do Re Mi. Udeleženci so lahko prisluhnili strokovnjakom z različnih področij, glasbenim mentorjem Blejskega centra in staršem otrok in mladostnikov z avtizmom. V glasbenem centru si že vrsto let prizadevajo za boljšo vključenost otrok in mladostnikov z avtizmom v družbo. Pri tem dosegajo izjemne rezultate. Nekatere učence in njihove zgodbe smo lahko spoznali tudi na tokratnem posvetu. Ja, na naši šoli lahko rečem, da smo naredili eno dolgo pot v 15 letih, tako da seveda inkluziji rečemo da, pač zelo samozavestno. Ta posvet Skrivni svet avtizma pa seveda organiziramo zato, da bi naše izkušnje šle med ljudi in da bi seveda posledično več otrok z avtizmom dobilo priložnost za vključitev ali v glasbene šole ali pa v druge oblike glasbenega izobraževanja. 3 izmed učencev bodo svoje glasbeno izobraževanje, če bo le mogoče, nadaljevali na konzervatoriju za glasbo. Pred tem je treba sistemsko urediti še marsikaj. Pričakujemo pa, da se bojo v naslednjih 5 letih 3 naši učenci odločili za šolanje na konzervatoriju. Sposobnosti imajo dovolj visoke, da lahko pač obiskujejo glasbeno izobraževanje po celi vertikali, tako da mi pač čutimo dolžnost, da za njih dobro poskrbimo, ne? Tako da to moramo zdaj preveriti, kako bojo te druge ustanove na nivoju srednjega šolanja odprte do tega, da bojo pač izvajale ustrezne prilagoditve, ki jih bodo naši fantje potrebovali. Jernej, danes dijak na Srednji šoli za gastronomijo in turizem v Ljubljani, je v glasbeni center Do Re Mi prišel leta 2013. Jaz vam bom pa povedal, kaj mi pomeni igranje klavirja. Klavir je v bistvu moj najljubši glasbeni inštrument, ki me spremlja že od zelo zgodnjega otroštva. Spomnim, ko sem bil star 3 leta, sem dobil prvo tako elektronsko klaviaturo, na katero sem zelo veliko igral. Ko sem bil pa star 12 let, sem si pa želel, da bi se malo boljše naučil igranje klavirja. In sem se vpisal potem v glasbeni center Do Re Mi leta 2013. Tam sem pa spoznal 3 prijatelje, Nala, Bora pa Matica, s katerimi sem velikokrat igral kakšne 4-ročne skladbe. Oktobra 2015 smo pa postali glasbena skupina Čudoviti um in smo igrali predstavo Fantom iz opere v klavirski izvedbi. Sledilo je več kot 30 nastopov po celi Sloveniji. S predstavo pa so gostovali tudi v Avstriji, v Vancouveru v Kanadi in v Dubrovniku. Leta 2019 je skupina razpadla. Od lanskega leta tudi Jernej ni več učenec glasbenega centra. Jaz si želim, da bi še kdaj imel kakšne take nastope, kot sem jih imel takrat, ko smo igrali predstavo Fantom iz opere. Ker želim pa si tudi, da bi mi 4 mogoče imeli še kdaj priložnost, da bi odigrali to predstavo. Ker taki dobri nastopi, kot je bila predstava Fantom iz opere, je v bistvu moja duševna terapija. Prispevek o osveščanju družbe za razumevanje drugačnosti dojemanja sveta otroka z avtizmom je na posvetu predstavil dr. Peter Volasko z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je povezoval tudi okroglo mizo Skrivni svet avtizma. Očitno je v naši družbi do zavedanja o pojavu in prisotnosti otrok, ljudi z avtizmom predvsej mlada
sveža stvar, ne. Tako da šele zdaj, ko je res v bistvu teh posameznikov ljudi vedno več, predvsem otrok, ne, tudi diagnosticiranih je vedno več in to še narašča, se to zavedanje povečuje in tudi s tem seveda ukrepi države na tem področju. Tako da prihaja seveda do večjega napora, vlaganja tudi na to področje. Zdaj jaz kot oče otroka z Aspergerjevim sindromom lahko to nekako opazujem v živo, ne. Delam tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in lahko tudi vidim moje kolegice, predvsem, ki se s tem ukvarjajo, kakšne napore in trud vlagajo v to. Vendar je to težek prehod pravzaprav iz dosedanjega načina življenja, ker je treba se v bistvu soočiti z drugim svetom, z popolnoma drugačnim svetom, ki deluje po drugih pravilih in to je seveda, kot rečejo, nevrotipičnim ljudem nekoliko težje, ne. Kje pa vi vidite največ težav na tej poti? Kje so največje ovire? Ja, v bistvu po mojem je najtežje razumeti situacijo, v katerih se ti otroci predvsem pravzaprav nahajajo, ne? Ker so pravzaprav nenehno v situaciji bega in boja, ne? Kot se temu reče, oziroma njihov tudi adrenalin in kortizol je na visokem nivoju, ne? In pravzaprav bi morali prvo skrb nameniti ravno temu, da jih nekako sprejemamo na ta način, da se čutijo v našem svetu, ne? Da tako rečem, sprejete, varne in šele potem lahko pokažejo ves svoj potencial in svoj talent. In prav na tem delu, na sproščanju družbe do te vrste drugačnosti, ne, ki je lahko seveda zelo raznolika, je pravzaprav, se mi zdi, to je tista smer, v katero moramo iti, tako na institucionalni ravni, ne, z zakoni, pravilniki, ukrepi, ki na državni, pa tudi potem na občinski ravni pravzaprav morajo pomagati tem ljudem, da se lažje vključijo v naš svet in da pravzaprav njihov svet in naš svet sobivata, ne. V tem smislu je zelo pomembno, kar počne recimo ta šola Do Re Mi tukaj, glasbena šola na Bledu, ki je nekako orje ledino na tem področju in za glasbeno terapijo pravzaprav tem otrokom pomaga ne samo glasbeno rasti in razviti njihov glasbeni potencial, ampak se tudi realizirati kot človek, kot posamezna osebnost z svojo individualno drugačnostjo, raznolikostjo, ki pa je pravzaprav bogatstvo tudi te družbe, če to zna prepoznati. Neža je študentka 2. letnika Akademije za glasbo, smer glasbena pedagogika. Letos prvo leto poučuje v glasbenem centru Do Re Mi, kjer se je tudi prvič srečala s poučevanjem učenca z avtizmom. Za vsako vprašanje, ki sem ga imela, sem lahko vprašala Nušo, dobila odgovor in zdaj se mi zdi, da sem vedno bolj razumem, kako delati s tem učencem in tudi kako ga vključiti v skupino. Veliko se učim tudi o sebi, pa o tem, da me ne sme biti strah, o tem, da pač se moram soočati s stvarmi in da moram svoje osebne težave pustiti pred vrati, potem prideti zbrana v razred in lahko vodim pač proces vključevanja tega učenca v skupino. Se mi zdi, da gre učencu vedno boljš iz tedna v teden. Na posvetu smo lahko poleg strokovnjakov z različnih področij slišali tudi pričevanja staršev otrok z avtizmom. Sama sem res mama otroka, ki ima sicer Angelmanov sindrom, torej širok spekter, vključuje pa tudi avtistični spekter. Živim v majhnem kraju v Ormožu, kjer sem izredno hvaležna, da imamo možnosti vključevanja otroka, ker je osnovna šola s prilagojenim programom in pa glasbena šola, tu smo vsi skupaj povezani. Sama sem tudi obiskovala srednjo glasbeno šolo in sem od samega začetka vedela, kako pomembno je, da otroka vključiš v različne institucije. Moja izkušnja je taka, ker sem imela sama neko glasbeno znanje, mojo Urško, ki je zdaj stara 20 let, sem jo sama izobraževala na tem področju, bilo je potrebno seveda ogromno dela, ona je težko duševno prizadeta.
Glasba pa je bila zato pomembna, ker sem jo zbudila v ta svet, kar se danes tako poudarja. Ker je bila zaprta v sebe, ker sem z ogromno časa, da sva poslušali zvoke, da sva raziskovali instrumente, da sem jo zbudila, da sploh otrok je občasno v tem našem svetu. Kaj pogreša in zakaj je Blejski posvet po njenem mnenju pomemben? Na področju glasbenega šolstva ti otroci s primanjkljaji nimajo enakih možnosti. In jaz si želim, tako kot je v zakonu o osnovnih šolah določeno, da imajo otroci s posebnimi potrebami možnosti se vključevati v šole s posebnimi programi, bi bilo nujno potrebno, da se tudi glasbene šole ustanovijo s posebnimi programi, da bi lahko ti otroci imeli možnost se vključiti. Jaz imam 3 otroke in meni je jasno, da se v glasbeno šolo lahko vključi samo tisti, ki je najboljši, ker je omejeno število vpisa otrok v glasbeno šolo, in naši otroci, ki imajo svoje trenutke, ko recimo na spremnem izpitu lahko da tistih 10 minut samo gledajo in nič iz njih sploh ne bodo sprejete. Če jih primerjamo z otroci, ki nimajo primanjkljajev v razvoju. Tako da nujno potrebno je, da se na tem področju res spremeni to, da se bodo ustanovile šole s posebnimi programi, kamor bodo se lahko ti otroci vključili. Sama po svojih izkušnjah vem, da je glasba ogromno pripomogla na vseh področjih. Torej, Urška je zaradi tega, ker je se naučila koncentracije pri poslušanju, se tudi lažje skoncentrira pri ostalih terapevtskih obravnavah, ki jih ima pri logopedski obravnavi, pri fizioterapiji, se podaljšuje tisti čas, ko je zraven. Tako da na tem področju čestitam Nuši, ki je tako pogumna, da prebija vse te stereotipe, opogumlja in da se sliši njen glas, da je za te otroke res potrebno poskrbeti in na področju glasbenega šolstva še marsikaj narediti. Izjemen odziv udeležencev je presenetil, hkrati pa razveselil organizatorje. Odziv na današnji posvet me je presenetil. Jaz sem zares srčno vesela vsakega, ki je tukaj. Mislim, da je čist presegel naša pričakovanja in da je to samo znak, da imamo eno pomembno nalogo in da je tudi prostor odprt za to, da jo opravimo.